Take the beat to the street. Živjo! Najboljši začetek vikenda seveda predstavlja nova oddaja Brez panike. Tokrat bomo z Binetom Volčičem pekli noja, predstavili eno najbolj prepoznavnih mladih pev Kreven, se podali na divjo turo po Aljaski, si ogledali novo skupino Drugi vagon in s težkim otekli del pravega stand-up maratona. Za vsakogar nekaj torej. Uživajte! Že tretji festival Loka se je začel nekoliko drugače, kot smo ga bili do sedaj vajeni, in sicer s prvo pravo na Meško akademijo hrane, ki jo je vodil priznani šef Bine Volčič. Da bo premierni dogodek letošnjega festivala resnično poseben, je prišlo že dejstvo, da se je gost odločil pripraviti noja. Eno je show cooking, eno je delavnica, jaz sem danes združil oboje, kar pomeni, da je malo zabavno, pa hkrati tudi poučno. In danes sem se odločil, da bom predstavil eno sestavino in to je noj. Nojevo meso, ki je slovensko. Se malo čuden sliši, zakaj bi nojevo meso bilo slovensko, ampak ja, dejansko noji so vzrejeni tukaj v Sloveniji. In mislim, da je prav, da ljudem pokažemo tudi nekaj novega, nekaj drugač. Noje vsi poznamo, pa nobeden zares. Nojevo meso je pripravljeno na enak način, kot pripravi govedino. Za nojevo meso je značilno, da nima maščobe, ima veliko železa in jaz bi rekel, da se smatra kot divjačino zaradi tega, ker je ne boš verjel čisto živo rdeče meso. V zadnjem času so kuharski resničnostni šovi pri nas sila popularni. Kako pa na to gleda sam? Pa jaz mislim, da šovi kuharski so že v redu. Imam sicer občutek, da jih je ta trenutek malo preveč in da je mogoče trg malo preveč zasičen s kuharijo, ampak je že prav, no, že očitno tako mora biti in prav je, da se je to tudi pri nas v Sloveniji začel. Ja, res je, jaz sem bil prvi, ki sem nekako prodrl let skozi resničnostni šov, Gostilna išče šefa, ampak sam sebe jaz nimam za TV kuharja, jaz sem še vedno kuhar, šef, ki rad kuha, ki rad dela in to je to. Mi je pa všeč, da so ljudje tudi nekaj odnesli od tega, da niso to gledali zgolj kot zabavo. Seveda si vsak kuhar še zdaleč ne prisluži naziva šef, ki nosi v sebi marsikaj. Jaz mislim, da mora imeti vodstvene sposobnosti, da mora biti dober kuhar, da mora biti dober organizator, da mora znati delati z ljudmi. V glavnem moraš biti rama za plakanje, moraš biti avtoriteta, moraš poslušati, razumeti, v glavnem en oče moraš biti. Glede na to, da so tokrat obiskovalci poizkusili nekoliko bolj eksotične jedi, je vprašanje na mestu, kako drzni jedci pravzaprav smo Slovenci. Jaz mislim, da ja, da vedno bolj. No. Glede na to, da je kulinarika sploh zdaj na televiziji zadnjih 6 let tako napolno povsod in ljudje so postali bolj, ko ne rečem, bolj zainteresirani za nove stvari in jaz verjamem, da bodo danes tudi ful probali tega, zato ker je res dober. Vsi pridejo probat, na dolgi rok je pa, zadeva bomo videli, da danes bo Bine pekel noja, zdaj če zaradi egzotike, živali kot take, pa tudi cenovne dostopnosti, najverjetneje tu ne bo jed, ki bo v Novem mestu obstala, ampak za en večer, da ljudje probajo, pa mislim, da je čisto vsakokrat dobrodošlo. Letošnji festival Loka je tako namenjen sladokuscem vseh vrst. Ja, letos je v bistvu prva sprememba tudi, da vključujemo kulinariko. Ne bo samo kot pretekli tih koncerti, stand-up in komedije, ampak bomo pač v bistvu združevali še mečko kulinarike. Začenjamo danes z Binetom, naslednji mesec Luka Jezeršek, potem Alma Rekičeva, tako smo se odločili te prepoznavne kulinarične obraze slovenske, da bi probali prevabiti v Novo mesto, da se vse skupaj mečko v bistvu obogati celoten program. Seveda ne bodo pozabili tudi na glasbene navdušnice. Koncerti bodo, zdaj tako zaključek, da lahko že kot najavimo, bo 15. september, ko bo Andrej Šifer, 11. avgusta Nejša,
Vid Valič, Ivan Šarič pripravljajo v bistvu en večer komedije z gosti 1. septembra na petek, začetek šole. Tako da nekako koledar polnimo, bo pa v bistvu smeha, glasbe, hrane, kot bomo združiti. Raven je stilsko in vokalno danes verjetno ena najbolj prepoznavnih slovenskih pevk, ki kljub svoji mladosti in kratki glasbeni karieri že dosega prve uspehe. Marsikdo pa morda ne ve, da se rada predstavi z razširjeno zasedbo na odru, tokrat v Črnomaljskem mladinskem kulturnem klubu. Pa tako, v bistvu je to zdaj naš peti, šesti špil, tako da ne morem še reči, kje se boljš počutim, ampak lahko povem, da sem mogoče malo bolj vajena vsem kamer, pa tega mogoče ne toliko posrednega kontakta s publiko. Ja, v bistvu zdaj imam cel band s sabo, kitarist Tadej Košir, bobnar Dorian Granda, klaviaturist Janči Zmazija, pa basist, ki je tudi moj producent Jernej Kržič. V otroških letih se je učila igranje na harfo, s katero je začela hoditi na tekmovanje. Šolanje je potem nadaljevala v konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Tovrstni klubski nastopi pa so tudi zanjo nekaj povsem novega. Ja, sigurno, v bistvu tudi naša glasba mogoče ni glih toliko, ni samo kitara, boben, tako bom rekla, no. Je dosti neka elektronska glasba, tako da moramo dosti matrico uporabljati, ampak jaz še vedno ful uživam na odru, no, pa se ful veselim še prihajajočih koncertov. V zelo kratkem času je naša sogovornica postala ena najbolj prepoznavnih glasbenic, za mlade dekleta pa je svojo pojavo prava vzornica. Ja, v bistvu v enem letu, tako jaz bi rekla, da se je moja prepoznavnost nekaj začela šele lansko leto zimo. Tako da, mislim, ogromno mi to pomeni iz tega vidika, da več ljudi sliši mojo glasbo, z enim je všeč, enim ni, ampak velikokrat vidim to reakcijo, da je ali ogroza, ali pa wow, ful dober, kakor pa tam nekaj vmes, nekaj bež, tako no. Najpogosteje njen zvok uvrščamo v pop glasbo, a z uporabo kombinacije različnih glasbenih elementov ter raznih efektov daje svojim delom nekakšen drugačen pridih, zaradi katerega je tudi skupina lažje in hitrejše prepoznavna. Zaenkrat smo imeli same dobre odzive, no, tako da je pa res, da ti ta neka medijska prepoznavnost, ki dosti ne pomaga, no, pol, ko si ti enkrat uživo na odru z bendom, se moraš še vedno dokazati, tudi tako uživo, no, kakor pa kjerkoli drug bend. Seveda je Raven budno spremljala tudi letošnji Eurosong. Kar se tiče vokalne izvedbe, se mi zdi Omar vedno 10/10, on je vrhunski vokalist. Zdaj kar se samega nastopa tiče pa pesmi, je bil zastavljen to, kar je bil zastavljen. Zdi se mi, da potem, ko prideš enkrat na Eurovizijo, neki ful dosti spremeniti, vse ne da, no. Jaz bi definitivno te stvari drugače naredila, ampak je pa to res za manj drugačno vizijo, tako da vseeno čestitke Omarju, res suveren pa odličen vokalni nastop. Z lanskim drugim in letošnjim tretjim mestom na EMI pa je Raven pravzaprav postala znana širši slovenski publiki. Zemo se res lahko nekako pokaže širši javnosti, pa se mi predvsem pomembno, da ko greš na EMO, da narediš tudi vizualno nek tak vtis na gledalce, tako da EMA je bila res neka zelo pozitivna izkušnja v moji karieri. Za pevko je bil april izredno pomemben mesec, saj je poleg svojega rojstnega dneva praznovala tudi izdaja svojega težko pričakovanega prvega albuma. V bistvu jaz nekako vsak koncert gledam kot neko promocijo svoje glasbe, tako da ja, svoj prvi album Magenta smo izdali par dni pred mojim rojstnim dnevom, tako da prejšnji mesec. Jaz sem ful ponosna na njega, upam, da bodo poslušalci tako dobro sprejeli. Moj nov aktualni album Magenta je v bistvu nekak začetek moje kariere in se veselim še nadaljnjega ustvarjanja. Koncert je organiziral klub belokranjskih študentov, ki se sedaj že aktivno pripravlja na poletni festival Črnfest, ki bo, kot obljubljajo, še večji in boljši. Gore, morje, prostranstvo tundre, reke, živali. Narava Aljaske je čudovita, ne glede na način potovanja. Potepanje po brezpotjih aljaške divjine z nahrbtnikom na rami ali v zavetju majhnega rafta človeku to okolje še bolj približa.
Z divjo in neokrnjeno naravo Aljaske se je soočila Živa Pečavar. Želja od nekdaj. Tako da pokrajina, gore, živali, pustolovščina, vse skupaj. Aljaska je seveda najbolj posebna od vseh 50 zvezdnih držav v ZDA. Veliko bolj je odmaknjena, veliko bolj se da najti res odročne kraje in uživa tudi v Ini. To je to, kar smo mi, kar sem si jaz želela in kar sem na svojem potovanju doživela. Večino ljudi pri Aljaski kakopak najbolj pritegne prav neokrnjena narava. Na to ne borovnic, zame zelo pomembno. Ogromno živali, ledeniki, tundra, zanimive rastline, ogromno res čudovitih stvari. Kakšen vtis pa si ustvarila v domačinih? Z njimi sem imela zelo malo kontaktov, ker predvsem tisti mesec, ko smo bili s skupino, smo bili povsem v divjini in praktično nismo srečali cel mesec nobenega človeka. Njihovo potovanje je bilo nekaj resnično posebnega, saj so živeli le s tem, kar so nosili s sabo v nahrbtniku. Šli smo organizirano, tako da skupina ljudi z vso potrebno opremo. V enem mesecu dvakrat so nam edino z letali dostavili hrano, ker smo bili tako v odročnih krajih, da drugih možnosti transporta ni bilo. To, kar smo mi počeli, ni bilo neko tipično vsakdanje življenje in ko potuješ, ti čas teče tako, kot si ga zorganiziraš. Načinu potovanja je bilo prilagojeno tudi njihovo prehranjevanje v teh tednih, ki so jo preživeli v aljaški divjini. Mi smo imeli svojo hrano s sabo. To, kar je bilo iz narave, je bilo nekaj lososov, seveda, pa kakšna druga riba, pa nekaj rastlin, ki smo jih ob poti nabrali, ampak to je bilo minimalno, drugače smo pa ogromno borovnic. Ostalo hrano smo pa vso nosili s sabo. Tovrstni način potovanja seveda ni namenjen slehernemu popotniku, vendar tudi ni tako nemogoče, kot morda zgleda na prvi pogled. Za vsakogar, ki si to želi. Tako da, če imaš željo in žal finančne zmožnosti, potem se pač da in toliko natrenirati in pripraviti opremo, da lahko vsak to počne. Je pa bilo seveda zahtevno, naporno, ampak kdor ima željo, je pač česa takšnega sposoben. Novo nastala skupina Drugi vagon je svoj prvi uradni koncert začela na prav poseben način. Z akcijo Očistimo lokomotivo na železniški postaji v Trebnjem. Očistili so staro lokomotivo, ki že nekaj let sameva v prahu. Tako jim je uspelo lokomotivo spraviti nazaj na stare tire. Danes smo imeli čistilno akcijo na našo pobudo tega benda Drugi vagon. So nam priskočili na pomoč trbanski gasilci, še nekatera druga društva, tako da smo potem kar uspešno zdaj sčistili, zdaj sledi pa koncert premierni naše skupine. Za to akcijo so se odločili tudi zaradi imena benda. V bistvu s Slovenskimi železnicami smo vzpostavili kontakt in so nam tudi dovolili, da lokomotivo sčistimo. Pa tudi za neke stvari naprej se že nekaj dogovarjamo in tudi se bomo še dogovarjali. So pa izredno veseli, da smo se spravili to narediti. V tej trebanski zasedbi je 5 fantov, vsak od njih pa vanjo vnaša svojo energijo in dušo. V drugem vagonu sem jaz, Žan, kitarist pa vokal, potem je Simon Črne, igra trobento, Aljaž Mlakarjev je na tovkalih, prav tako Matija Gec na tovkalih, imamo pa tudi mlajšega člana, je pa Kaferle, Andrej je pa na harmoniki. Naša posebnost pa je, da smo nekako zasedbo sestavili, da je akustična in da smo tudi naredili si voziček, kjer na baterije lahko se postavimo in igramo kjerkoli, tako da imamo načrt, da bi nekako z vlakom potovali po Sloveniji ter malo širili to slovensko glasbo ter kulturo, pa pač mogoče pa kasneje tudi izven slovenskih meja, prav tako z vlakom. Dejstvo, da so združili moči, tudi ni bilo naključno. Poznamo se že odprej. Je pa glavni razlog, da smo se dovolili to, da večina je članov tudi trebanjske godbe. Vodili so pa rabili še enega resnega, so pa še mene poklicali.
Za svojo glasbo fantje iščejo navdih v vsakdanjih pripetljajih, vse skozi pa jih spremlja pravi akustični melos. Zaenkrat smo začeli z slovenskimi zimzelenimi, potem odločili smo se tudi, da bomo kar delali na avtorski glasbi, tako da imamo 3 komade tudi svoje. Šli smo prvega že posnet in je zdaj se miksa, tako da bo kmalu tudi en prvenec v smislu enega singla bomo dali ven, tako da zaenkrat tako. Preigravamo pa se predvsem te popevke nam ležijo, slovenske, starejše glasbo. Pa tudi narodno zabavno, kakšno urežemo, pa kakšne klape, kakšno dalmatinsko. V glavnem v bistvu temeljimo na tem slovenskem, pol pa v bistvu zaigramo, lahko pa za vse zaigramo. Sam Dežan zna, pa znamo vsi. Če se bo nabralo dovolj ustvarjalnega navdiha in avtorskih komadov, bi lahko fantje ustvarili tudi kaj trajnejšega. Zdaj o samem CD-ju še nismo razmišljali, ker ni še toliko materiala, ampak definitivno imamo pa veliko zaleta trenutno in bomo probali seveda stvar speljati do konca, tako da bi tudi CD nastal kar se da hitro. Fantje želijo sedaj samo čim več igrati. Ja, imeli smo že dosti teh manjših nastopov na rojstnih dnevih. Predstavili smo se tudi na pohodu na The Bands. Drugače pa zanimanje prihaja, tako bom rekel. Je bilo res tak narobe, da je treba tak hitro končati. Kdo bo zdaj prenašal moje fore, kdo smejal se mi obrat? Zbrani vrsti pod zastavo smo verjeli v neke boljše dni. Gazili bi jedli travo, brez besed prelili svojo kri. Pionir slovenske stand-up komične scene Andrej Težak Težki in Ceh za smeh, specialist za zabavo na področju alternativne komedije, sta v maju pripravila maratonsko turnejo stand-up komedije Stand-up Maratonec. Komik Težki je v obdobju 10 dni pretekel skoraj 600 km in obiskal 30 slovenskih mest. V vsakem izmed njih pa je svojimi kolegi komiki nasmejal občinstvo stand-up nastopom. Jaz sem začel teči slabo leto nazaj po neki 20 let dolgi pauzi in ko sem malo hodil na te rekreacijske treninge, sem rekel, če se rabim nekaj večjega narediti, če ne bom nehal pač to početi. In ker imam rad stand-up in ker imam rad tek, sem rekel, dajmo to združiti. Pa smo se najprej nekaj časa ful dobro smejali, sem rekel, ok, stand-up mi že gre, zdaj moram se še strenirati. In pa sem zelo hitro rekel, tudi zadeva mora biti dobrodelna, ker taki veliki projekti najlažje prepričajo ljudi, da pa tudi kaj dajo in botrstvo je hitro postal ta prava stvar, za katero bomo dali. Namen projekta je po Sloveniji na povsem nov, inovativen in boljši način predstaviti stand-up komedijo z dobrodelno noto, saj je ves izkupiček namenjen projektu Botrstvo. Botrstvo je slovenski projekt, namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov. Kakšen pa je bil odziv ljudi? Včasih je malo manjši obisk, sploh če je tako še bolj sred dneva. Veliko nastopov je v 5 popoldan, zdaj če je to v ponedeljku 5 popoldan, se ne morem prisiliti človeka, da prije, ampak pridejo. Tudi veliko tekačev pride, ki se mi pridružijo na cesti in pol tečejo z mano in tudi oni pol darujejo še dodatno denar. In zdaj na polovici imamo že kar lep znesek. Nismo čisto prešteli, ampak po tem mislim, da bo kar fajn. Seveda je tak tekaški podvig zahteven tudi za profesionalnega športnika, tako da težave na poti niso izključene. Noge so že majčkeno težke. Včeraj je bila prva težava, se mi je malo vnela mišica v spredje, ampak smo jo tukaj, tale. Ampak smo rešili pol to z masažo, imam skozi zraven enega maserja, ki vsak večer zmasira, imam skozi zraven trenerja, ki mi svetuje okrog tempa, s prehrano, skozi me čaka voda, neki športni napitki, gvarana in vse to. Mnogi vsakodnevni tekači so mnenja, da je to nekaj, kar te lahko v popolnosti zasvoji.
Zasvojite ful hitro, no. Tako, to je ena dosti huda droga, ampak prijetna. Mislim, nima nekih negativnih stranskih učinkov. Vsaj zaenkrat jih še ne vidim. Ne vidim. Tako da je kar te zasvoji in recimo jaz, ko sem treniral zdaj, če kdaj, kakšen dan nisem šel teč, sem se kar malo čudno počutil. Na maratonskih nastopih ima Težki vedno tudi podporo svojih stanovskih kolegov, ki prevzamejo njegovo štafetno palico. Z mano na tej celi turneji so zelo znani komiki in vse do tistih, ki imajo tam recimo njihov tretji nastop. Bil je z nami Pižama, Lucija Čirović, Tin Vodopivec, Perica Jerković, se pravi od teh zelo znanih. Pa potem dva komika, ki sta vsak dan nastopata, sta Jan Krojcer in Stefan Šumanac Šumi, pa je pa en kup komikov, ki pa tudi radijo nastope. Vsi te komiki, ki jih je v bistvu več kot 35, vseh skupaj, vsi nastopajo brezplačno, se pravi dobrodelno in v bistvu pomagajo zbrati denar. Brez njih ta projekt v bistvu ne more uspeti. Pa njegove kolege komike kdaj zamika, da se mu pridružijo med tekom? Šumija je dejansko, on ima že neko idejo, da bi mogoče on nadaljeval tradicijo in drugo leto on naredil ta projekt. Pa sem rekel, bova ene pol leta šla, bova skupaj tekla, pa boš pa videl, če si res lahko za to. Ker v pol leta lahko ugotoviš, a je možno to speljati. Ne more čisto vsak. Kljub bolečini in nerazumljivi utrujnosti pa Težki verjame, da je stand-up maratoncem sprejel pravo odločitev. Navdušen sem, tudi če je bilo vmes tudi kadar je težko, pa pomisliš, delam ena dobra stvar in te to motivira in greš dalje. Le 14 dni nas loči od prve junijske oddaje Brez panike. Med drugim smo se pogovarjali s skupino Dan D, ki na sila nenavadnem mestu predstavlja svoje nove reči. To pa je le majhen del tistega, kar vam bomo predstavili naslednjič. Do takrat vse lepo. Začala svego tu graj, ko so lipe se tele, in je bil majzen na klopci, obljubil tiraj. Ko so lipe se tele, in bil je